Hrana, ki jo uživamo, je videti lepa, toda ali je v resnici tudi zdrava, pa ne vemo. Lahko je poškodovana, ker je izpostavljena različnim vplivom od izbire semena, pridelave, hrambe in transporta. Kadar jo na koncu še skeniramo, porušimo ravnovesje in takšna hrana je človeku škodljiva. Ob skeniranju pride do neravnotežja struktur v živilu. Zato moramo takšno pijačo ali živilo postaviti na informirano podlogo, ki popravi nastalo škodo. Kineziološki ali mišični test nam nazorno pokaže, kakšen je pretok energije skozi celice v primeru, kadar govorimo resnico ali kadar napoved ni resnična. Ko držimo v roki nekaj, kar nam koristi in si povemo, da je to dobro za nas, potem imamo skozi mišice popoln pretok energije. Ko pa tisto, kar držimo v rokah, ni dobro za nas, nimamo moči, da bi se upirali, kljub temu, da si povemo, da je za nas dobro. Tako lahko preizkusimo vsako hrano, pijačo, zdravilo, predmet ali zapisano informacijo. Uporabimo informirano podlogo, se pomembno poveča biopolje živega bitja in tako se doseže boljši pretok energije, kar na koncu koristi zdravju in dobremu počutju. Gospod Poznik je razvil tehnologijo v preteklih desetletjih, tako da je v določene medije, recimo silicijev dioksid, aluminijaste ploščice in tako dalje, lahko vnese različne informacije. Tehnologija je relativno zahtevna, ker uporablja različne principe. Nekatere je razvil že Wilhelm Reich, avstrijski zdravnik, vendar je gospod Poznik to nadgradil in dodal nove poglede in nove tehnološke rešitve. Pri izdelavi takšne plošče, ki pozitivno vpliva na hrano, je uporaba številk in tudi barv. Vemo, da vsaka barva ima svojo frekvenco, tudi vsaka številka ima svojo frekvenco. In če naredite primerno kombinacijo barv in številk, s tem dobite kombinacijo primernih frekvenc. Takšne kombinacije številk potem dobro ali pozitivno vplivajo na različne organe ali pa celo popravijo zdravstveno stanje organov, ki so že nekoliko, recimo, oslabljeni. Niso namenjene zgolj zaščiti in popravljanju različnih stanj, ampak se spogledujejo z vplivi na prihodnost, ki mora biti boljša od preteklosti v vseh pogledih bivanja in sobivanja.